Matej Petrič je na našem oddelku za klasično filologijo končal latinščino in potem antične in humanistične študije. Zdaj pa kot mladi raziskovalec raziskuje na oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in nam bo predaval o državi in čarovništvu v času vladavine Valentinijana in Valensa. Torej v današnji predstavitvi se nameravam osredotočiti na dva dokaj zanimiva dogodka iz tega časa. Valentinijan in Valens oba sodita v drugo polovico 4. stoletja in v času njune vladavine je prišlo do protičarovniških procesov tako v Rimu kot na vzhodu cesarstva v Antiohiji. Kar se tiče samega čarovništva v antiki, za krajši uvod, to je seveda, kot nedvomno veste, širok pojem. Že v antiki ni bilo povsem jasno zamejeno, kaj sploh pod čarovništvo sodi. Naprimer, tipične zadeve so uroki, zaklinjanje, ljubezenski napoji, strupi, tudi astrologija je delno sodila v čarovništvo, v sfero čarovništva in pa seveda poizvedovanje o prihodnosti. Čarovništvo je imelo tudi veliko stičnih točk s poganstvom in pa tudi z antično znanostjo, vsaj v primeru astrologije in izdelave strupov, zato je bilo včasih težko ločiti, kaj je legitimna sfera človeškega delovanja, kaj pa je čarovništvo. V latinščini se je sicer za čarovništvo in čarovnike uveljavilo več pojmov, imate jih tudi na prosojnici. Že zgodaj pa se je pojavil krovni pojem magija in pa magus za čarovnika, ki je prevladal nad ostalimi poimenovanji. Prva ohranjena zgodovina čarovništva je prav tako izvira iz sfere latinske književnosti. V svojem naravoslovju Plinij na začetku 30. knjige ponuja krajšo skico zgodovinskega razvoja čarovništva, njegov začetnik naj bi bil Perzijec Zoroaster, ki je kombiniral medicino, religijo in astrologijo in tako ustvaril čarovništvo, ki pa je po Pliniju samo po sebi lažnivo in slabo. V pozni antiki, kamor sodita tudi Valens in Valentinijan, se na to pojavi določeno razlikovanje med višjo in nižjo magijo, med legitimno in nelegitimno. Višja magija dobi poimenovanje teurgija, to gre za filozofsko magijo, ki skuša narediti ljudi dovzetne za vpliv bogov, in teurgija je močno povezana z neoplatonizmom, ki je bilo v 3. 4. stoletju zelo priljubljeno v celotnem cesarstvu. Kar se tiče zakonov, lahko samo na kratko omenimo, da je rimska zakonodaja že zgodaj nastopila zlasti proti škodljivim oblikam čarovništva, ne pa proti vsem, vendar pa izvajanje zakonov, tako kot vedno tudi v antiki, ni bilo nedosledno, ne strogo v vseh obdobjih. Že zakonik 12 plošč predvideva smrtno kazen za določeno zlonamerno čarovništvo, ki je škodovalo drugim. Sicer je bil pa zelo pomemben Sulov zakon, ki je obravnaval atentatorje in pa izdelovalce strupa iz leta 81 pred Kristusom, ki je bil potem temelj vse kasnejše cesarske zakonodaje proti čarovništvu. Prav tako ta zakon nekako izdelovanje strupa povezuje s čarovništvom in to se je potem ohranilo vse do pozne antike. Sicer pa so najpomembnejši zakoni povezani s čarovništvom dobijo kasneje v Teodozijevem in pa v Justinijanovem zakoniku lastno rubriko De maleficis et mathematicis et ceteris similibus in je ohranjenih kar nekaj. Med drugim je prepovedano tudi vraževerje oziroma posvetovanje z božanstvi, zlasti glede usode cesarjev, in pa tudi vedeževanje. To niso bili samo kristjani nekako nenaklonjeni temu, tudi med pogani je bil zlasti velik zadržek glede do tega, da bi ljudje vnaprej poskušali ugotoviti, kdo bo nasledil kakšnega cesarja ali pa koliko časa bo nek cesar vladal.
Valentinijan in Valens sta torej zavladala leta 364, to sta dva brata iz Panonije, in nasledila sta Jovijana, ki je vladal le kratek čas, pred njim je seveda vladal edini prominenten poganski cesar 4. stoletja Julijan. Zdaj, oba imata neke pozitivne in negativne osebnostne lastnosti. Valentinijan je bil dober cesarski upravitelj cesarstva, je bil hkrati okruten in vzkipljiv, prav tako velja za Valensa, za katerega veri kažejo, da tudi ni bil najbolj inteligenten. O Valentinijanu sta znani dve zanimivi anekdoti, med drugim, da je enkrat med lovom ubil nekega služabnika, ki je prehitro spustil psa, in pa druga anekdota, za katero v strokovni literaturi sicer ni konsenza, ali je povsem točna ali ne, da naj bi imel pred vrati svoje spalnice kletko z dvema ljudožerskima medvedoma, z, kot vidite, zelo ljubkovalnima imenoma, in medveda je hranil z raznimi obsojenimi ljudmi. Na koncu je sicer naj bi ta dva medveda spustil na prostost in ob tem izrazil upanje, da boste imeli čim več potomcev, ki bodo imeli iste lastnosti. Valens po drugi strani ni imel ljudožerskih medvedov, bil pa je zelo nepriljubljen na vzhodu. Oba cesarja sta si namreč razdelila oblast v cesarstvu med sabo. Valentinijan je vladal na zahodu, pri čemer se je zadrževal večinoma v Trierju, Valens pa na vzhodu in je bil v Konstantinoplu ter Antiohiji. Valens je bil zelo nepriljubljen med vzhodno elito. Kot vidite, že leto po nastopu oblasti je doživel upor Prokopija, ki ga je s težavo zatrl, in zaradi tega je Valens postal zelo sumničav tudi do članov elite. V času njune vladavine izbruhneta dve seriji preganjanj čarovništva. Neka predepizoda tega je že leta 364, takoj po prevzemu oblasti oba cesarja med bivanjem v Konstantinoplu zbolita. Polotila se ju je neka mrzlica, in ker sta želela vedeti, ali je to morebiti posledica kakšne čarovnije, če se je kdo spravil nad njiju z uroki ali strupi, je bilo odprtih več preiskav. Zdaj, te preiskave same po sebi v zaključkih niso pokazale ničesar spornega, vendar pa sta cesarja te preiskave spretno izkoristila hkrati tudi za obračun s podporniki predhodnega cesarja Julijana, ki je v bistvu umrl samo leto pred tem, in zlasti sta njegove podpornike poskušala onemogočiti s temi javnimi obtožbami čarovništva. Zdaj, kasneje, naslednji dve epizodi bosta predstavljeni rahlo bolj podrobno, sicer je pa treba reči, da sam pregon proti čarovništvu v 4. stoletju niti ni avtomatično povezan uprt proti poganom. Namreč Valentinijan in Valens sta bila relativno spravljiva do poganov, pa tudi sicer je bilo veliko žrtev tega preganjanja kristjanov. Prva serija tega preganjanja se je začela leta 368 v Rimu, ko je, kot vidite, bivši vikar, se pravi danes bi rekli bivši župan mesta Rim, je obtožil nekega izdelovalca hidravličnih orgel, ki so bile popularne v pozni antiki, rokoborca in haruspeksa, se pravi svečenika, da naj bi poskušal zastrupiti tega vikarja in pa njegovo ženo. Seveda, kot smo omenili, izdelovanje strupov je spadalo v domeno čarovništva. Preiskavo je po spletu okoliščin dobil prefekt Anone, se pravi, recimo temu glavni uradnik, ki je bil zadolžen za preskrbo Rima s hrano, Maksimin. To je bil Panonec, tako kot Valentinijan, in zlasti rimska elita je zamerila to, da je preiskavo vodil tujec, to ni bil član rimske elite, niti ni bil član italske elite, ampak je bil outsider iz podonavskih provinc. Valentinijan je
torej preiskavo zaupal Maksiminu, ki je sprva ugotovil, da naj bi v Rimu bilo čarovništvo kar razširjeno med pripadniki elite, zato je bila imenovana posebna komisija. Ta komisija je imela dovoljenje tudi mučiti pripadnike senatnega razreda. V pozni antiki sicer pride do ločitve v pravu, različne kazni veljajo za različne sloje ljudi, nižje sloje ljudi so lahko tudi mučili, to je bilo običajno, da so med zaslišanjem uporabljali tudi mučilne naprave, ampak senatorji so bili načeloma izvzeti iz tega. Valentinijan je že nekaj mesecev prej s posebnim zakonom določil, da če so senatorji obtoženi izdaje, jih lahko med preiskavo tudi mučijo in to so nekako spretno izkoristili v teh procesih, ker so čarovništvo obravnavali, kot da gre za primer državne izdaje. Najprej je torej preiskavo vodil Maksimin, ki pa je čez nekaj let zapustil mesto, ampak preiskave so potem trajale vse do leta 375. Glavni vir je Amijan Marcelin, grški vojak, v bistvu vojskovodja, ki je napisal latinsko zgodovino, ki je delno ohranjena. In Amijan Marcelin omenja, da je bilo 17 cesarjev in njihovih žena obtoženih v teh rimskih procesih. Izmed njih jih je bilo 9 usmrčenih, 3 so bili izgnani, 4 pa oproščeni. Se pravi, dobra polovica je bila usmrčenih, 7 pa je bilo, recimo temu, je ohranilo svoje življenje. Na same sodbe je bila seveda možna tudi pritožba, včasih so bile uspešne in to ne pomeni samo, da je na primer smrtna kazen bila spremenjena v oprostilno sodbo, ampak lahko je bila tudi smrtna kazen zamenjana za izgon. To je na primer senatorja Himecija, ki ga imate tu navedenega, ki je bil sprva obsojen na smrt, potem se je pritožil in to pritožbo je senat obravnaval, ki je spremenil kazen v izgon. Cesar seveda nad to spremembo ni bil navdušen, ampak jo je upošteval. Kot je kasneje cesar Valentinijan upošteval tudi poslanstvo senatorjev, ki so se pritožili zaradi mučenja njihovih sotrpinov oziroma članov. In potem je cesar ugodil, da ponovno senatorjev niso mučili v primeru takih obtožb. Amijan sicer tem procesom namenja kar veliko prostora, vendar pa hkrati individualne usode posameznih obtožencev so predstavljene bolj kot ne skicirano, razen v parih primerih, ko je predstavljeno daljše ozadje. Prav tako niti ni povsem jasno, ali so bili vsi res krivi ali ne izmed tistih, ki so bili obsojeni. Obtoženih je tudi veliko ljudi iz nižjih slojev, v teh procesih ni šlo samo za senatorje, ni šlo samo za obračun z rimsko elito, vendar pa Amijana v bistvu zanima višji sloj družbe, tako da se nižjim slojem ne posveča. Tu imate samo par primerov, zaradi česa vsega so bili ljudje usmrčeni. Naprimer, en senator je bil usmrčen zaradi prešuštva, 2 izmed teh sta bila usmrčena, ker sta imela znanje o izdelovanju strupov, eden pa je bil usmrčen, ker je napisal knjigo o črni magiji. Izmed teh se morebiti zdi prešuštvo nekoliko nenavadno, kaj ima to točno s čarovništvom, kakšna povezava je tu, ampak v bistvu do neke mere je, predvsem prek ljubezenskih napojev in drugih čarovniških napojev, za katere so verjeli, da so bili v takih primerih prešuštva uporabljeni. Druga serija procesov, ki je bila znatno bolj krvoločna, se je začela leta 372 v Antiohiji pod Valensom, se pravi drugim bratom na vzhodu. Začelo se je tako, da sta v bistvu 2 cesarska uslužbenca obtožila neke 2 pripadnika cesarske zakladnice poneverbe. Poleg tega pa naj bi ta 2 cesarska uradnika najela še nekega astrologa Heliodora in poskušala ubiti enega izmed teh, ki je podal obtožbo. Ravno ta Heliodor se je najbrž pojavil bolj kot ne zato, ker leta 372 so bili čarovniški procesi v Rimu na vrhuncu in
Zaradi tega je bilo seveda v javnosti, javnost je bila pozorna na to in tudi na vzhodu so videli, da lahko neljube ljudi hitro diskreditiraš ali pa odstraniš tako, da jih obtožiš čarovništva. Na vzhodu je preiskavo vodil pretorijanski prefekt Modest in na začetku preiskave se je razkrila obsežna zarota proti cesarju Valensu, česar najbrž ni pričakoval noben. Glavna očitek pri tej zaroti je bil, da je večja skupina ljudi, med drugim tudi pripadniki cesarske administracije, poskušala izvedeti ime Valensovega naslednika. Zdaj, v ta namen so naredili posebno pripravo, na 3 lovorove veje so postavili ploščo iz različnih kovin, na tej plošči so bili vse črke grškega alfabeta, potem pa so nad ploščo obesili, na posebno vrv so obesili prstan. In ko je svečenik postavljal plošči različna vprašanja, se je začel ta vrv, je začela nihati, prstan je začel nihati in na ta način so dobili odgovor na vprašanje. Kot je za antiko značilno, je seveda odgovor prišel ponavadi v daktilskih heksametrih, ampak v tem primeru ne, ker so že po 4 črkah, po teot, so prenehali z obredom, ker zarotniki so menili, da teot ne more biti noben drug kot notar Teodor, ki je bil tedaj zelo priljubljen, in eden izmed zarotnikov, ki je bil vikar Azije, se pravi zelo visok cesarski uslužbenec, je Teodora nemudoma obvestil, da bo on Valensa nasledil na vzhodnem prestolu. Kot se je med preiskavo prišlo na dan, je bil Teodor s tem povsem zadovoljen, med drugim je napisal pismo, v katerem je signaliziral svojo pripravljenost prevzeti cesarsko mesto. Seveda iz kasnejše zgodovine je bolj jasno, da je ta Teod bil najverjetneje Teodozi, ki je dejansko po Valensovi smrti zavladal na vzhodu. Ampak zarotniki so se prenaglili in končali obred po zgolj 4 črkah. Teodor je zbral na svojo stran kar veliko podpornikov, med drugim imate tudi tu naštetih več članov administracije, poleg vikarja Azije je bil še uslužbenec Sacrarum Largitionum, se pravi eden izmed teh, ki so upravljali s cesarskimi posestmi, potem tribun, 2 guvernerja sta ga podpirala in pa 2 notarja. Ko je Valens izvedel za to zaroto, je seveda v Antiohiji postavil poseben tribunal in te procesi so bili znatno bolj obsežni kot v Rimu. Amijan poroča, da je bilo v mesto prignanih toliko osumljencev, da so se oblasti bale, da bo prišlo do izgredov. Med drugim so te osumljenci morali bivati celo v zasebnih hišah, ker jih je bilo preveč, da bi jih lahko nastanili v recimo teh državnih stavbah. Amijan tudi pravi, da so bili ti procesi v Antiohiji podobni klanju živine, ut pecudum ubique trucidatio carnabatur. Se pravi, povsod je izgledalo, kot da koljejo živino. Amijan je seveda te procese osebno doživel, ker je bil v tem času v Antiohiji. Tedaj so bile tudi javno sežgane čarovniške knjige, ki so jih kljub temu, da so bile že dolgo časa v zakonih prepovedane, so jih očitno večjo količino odkrili in to je med pripadniki elite oziroma recimo temu med ljudmi, ki so si lahko privoščili knjižnice in knjige, povzročilo tako paniko, da so številni zažgali svoje cele knjižnice, da ne bi slučajno oblasti in cesarski agenti našli kakšne prepovedane knjige, kar bi seveda pomenilo smrtno obsodbo. Občutek strahu, v katerem so tedaj živeli ljudje, Amijan primerja s to epizodo iz obdobja sicilskega tirana Dioniza, ko so gostje enkrat na njegovi pojedini nekoč ugotovili, da nad njihovimi glavami visijo meči, ki jih držijo, ki jih v bistvu so bili privezani vsak meč na en sam konjski las. S čimer je Dionizi nekako upal, da bo kdo umrl med pojedino. In tak občutek so imeli tudi vsi, ki so bili tedaj v Antiohiji,
da noben ni vedel, kdaj lahko sam pride na vrsto kot obtoženec in kdaj lahko umre zaradi kakšne obtožbe. Preiskava se je nato v Antiohiji po vsem tem klanju zaključila in se je preselila v provinco Azijo, kjer je vodil prokonzul Fest. In to je bil zadnji stadij protičarovniških procesov. In ravno iz Azije je znano, da je bilo veliko ljudi obtoženih in obsojenih na smrt zaradi povsem banalnih reči. Naprimer, kot vidite, nek filozof je javno je svoji ženi citiral nek grški pregovor, ki ga je nekdo drug napačno razumel, zato je bil usmrčen. Nek mladenič je v javnem kopališču potihem šepetal nek urok zdravilni zase in nekdo ga je zalotil in posledično usmrtil. Najbolj taka bizarna smrt je bila, ko je bil nek ugleden meščan usmrčen, zato ker so oblasti pri njem našle horoskop nekega Valensa. Zdaj, Valens je bil sicer brat tega meščana, ampak oblasti so bile prepričane, da gre za cesarja in niso hotele tvegati. To je podobno kot pri Prokopu, kakršnokoli poizvedovanje o usodi cesarja, naj si gre to z horoskopi ali pa s kakšnimi deskami, je bilo strogo prepovedano. In v bistvu tudi vsi veri se strinjajo v tem, da je bila smrtna obsodba v takih primerih pravilna. Med obema serijama procesov se seveda kažejo neke podobnosti in razlike. Obe seriji procesov sta bili posledica nekako osebnosti obeh cesarjev, ki sta bila nagnjena k vzkipljivosti, k hitrim obsodbam, k prenagljenemu delovanju. Hkrati to ni šlo za preganjanje poganov, kot je bilo že rečeno. Valentinijanove preiskave niso odkrile ničesar dramatičnega, bolj kot ne neke lokalne, manjše zadeve, privatne zadeve, medtem pa je Valens v Antiohiji dejansko odkril zaroto proti cesarju. Vendar pa je čarovništvo tu igralo bolj kot ne postransko vlogo. Sicer je s pomočjo čarovništva so poskušali zarotniki ugotoviti ime novega cesarja, niso pa naprimer poskušali obstoječega cesarja zastrupiti ali proti njemu uporabljati kakšnih urokov. Pomembnejše pri tej zaroti je bilo dejstvo, da elite Valensa niso marale. Poleg tega pa v literaturi se včasih pojavljajo navedbe, da naj bi šlo pri tej zaroti, da so to bivši člani elite iz Julijanovega obdobja, ki naj bi poskušali vrniti pogansko cesarstvo. V bistvu veri tega niti ne podpirajo. Poleg tega je bilo med obtoženimi so bili povsod zraven tudi kristjani, tako da ni šlo to za ekskluzivno krščanski krog. Obtožbe povezane s čarovništvom so imele tako kot v vsem obdobju tudi bolj banalno ozadje. Naprimer, precej jasno je, da so na vzhodu, da je do prvih obtožb prišlo pod vplivom dogajanja v Rimu. Poleg tega Maksimin, ki je vodil preiskavo v Rimu, je bil za uspešno vodenje nagrajen. Najprej je postal mestni vikar, se pravi mestni župan, kasneje pa pretorijanski prefekt, kar je v bistvu najvišja civilna služba, ki so jo lahko tedaj ljudje upravljali. In Fest, ki je vodil preiskave v Aziji, se je nedvomno zgledoval po Maksiminu in želel tudi sam pospešiti napredovanje in zase odpreti nove karierne možnosti. Poleg tega sta se glavna dva preiskovalca na vzhodu tudi okoriščala s tem, da so bili ljudje usmrčeni, ker v primerih, ko so bili ljudje obsojeni zaradi čarovništva, je njihove posesti zaplenila država in oba glavna preiskovalca sta pri tem nekako kradla določene dele teh posesti in sta torej zelo obogatela na račun tega, da je bilo čim več ljudi obsojenih in pobitih. Zdaj pa čisto za konec, ne kot tak epilog, nobeden od teh ni končal kakšne lepe smrti. Izmed teh, ki so sprožili čarovniške procese. Valentinijan je med kampanjo proti kvadom umrl zaradi kapi, ko se je nekoč tako razjezil, da je v šotoru vojaškem, da ga je zadela kap. Valens se je, ko je napadel Gote v bitki pri Adrianoplu, se je na koncu zatekel v neko kmetijo, kjer je živ zgorel. Fest, ki pa je vodil procese čarovniške v Aziji,
pa so ga na to preganjale nočne more in ko je šel nekoč v tempelj boginje Nemezis vprašati, kaj te more pomenijo, je padel po stopnicah in umrl. Med drugim pa naj bi tudi cesar Valens pred smrtjo trpel zaradi teh procesov, saj naj bi v sanjah videl žrtve, ki so ga obtoževale za to, kar jim je storil. Hvala.